Dober večer vsem skupaj, spoštovani gostje, cenjeni organizatorji in prijatelji, dragi bratje in sestre. Danes vas pred občastitljivem jubileju 60 let študijskih dnevih Draga stopam s hvaležnostjo v srcu. Današnji dan ni le nostalgično spominjanje prehojene poti, temveč predvsem praznik iskanja ter bratskega srečevanja, ki ga Draga pomeni za slovenski narod, za cerkev in za demokratično družbo v širšem smislu. Zahvaljujem se Društvu slovenskih izobražencev, ki z neomajno odločnostjo že od leta 1966 dalje skrbi, da je vsakoletno Draga prostor pogovora, dialoga, refleksije in oblikovanja vizij. Zahvaljujem se predavateljem, razpravljavcem, piscem in organizatorjem, ki ste skozi desetletja sooblikovali in soustvarjali identiteto Drage. Posebna zahvala velja pionirjem, od profesorja Jožeta Peterlina do mnogih, ki so kljub pritiskom časa ohranjali to srečanje kot forum svobodnega mišljenja. Brez njih Draga ne bi bila to, kar je, most med tremi Slovenijami, matično, zamejsko in izseljensko, in prostor, kjer se v dialogu prepleta ljubezen do slovenskega naroda z odprtostjo za univerzalne resnice. Zahvaljujem se tudi gospodu Martinu Breclju, predsedniku Društva slovenskih izobražencev, za povabilo na današnjo slovesnost. Ko se danes oziramo v pretekla desetletja, se zavedamo, da je bila Draga že dolgo pred slovensko pomladjo in osamosvojitvijo šola demokracije. O tem nam je že povedal profesor Štuhec. Bila je prostor, kjer so smeli in upali razmišljati drugače, kjer so besedo dobili intelektualci, ki se v tedanji družbi na Slovenskem veljali za disidente, a so prav tukaj smeli in mogli oblikovati temelje za poznejše procese demokratizacije. Draga je bila in ostaja znamenje, da svoboda misli, besede nikoli ne moreta biti povsem zatrti. Daljnosežni pomen Drage je bil v tem, da je znotraj slovenskega kulturnega in političnega prostora odpirala okno v demokratični in nasplošno v širši svet. Bila je forum, kjer so se srečevale ideje in kjer so se ob pluralnosti mnenj tkale vezi skupnosti. To izročilo zavezuje, da Draga tudi v prihodnje ostane prostor svobode in ne ideološkega zapiranja, temveč ustvarjalnega dialoga. Današnji jubilej kliče k razmišljanju o temi, ki nas vse globoko nagovarja. To je o vojni in miru. Okrog nas so dolgotrajne vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, pa tudi številni drugi konflikti, ki pretresajo globalno skupnost. Vprašanje miru zato ni abstraktno, temveč zelo konkretno. Kako lahko kot kristjani in kot odgovorni državljani prispevamo k mirnemu sobivanju v času, ko se svetovni red maje in ko logika določene vrste moči nadvlada logiko dialoga. Letošnji program Drage je v tem smislu preroški. Paneli in razprave odpirajo teme sobivanja in različnosti, sprave, ohranjanja človekovega dostojanstva in tudi najtežjih etičnih dilem, to je vprašanje in končanje življenja, človeškega življenja in evtanazije. Gre za vprašanja, ki segajo v samo srčiko človeškega bivanja in predpostavljajo upoštevanje vrednot, kot so intelektualna poštenost, duhovna zrelost in medsebojno spoštovanje. Ob jubileju Drage je primerno, da povežemo njeno tradicijo z naukom Cerkve o demokraciji. Papeži od Leona 13. do Frančiška so vedno znova poudarjali, da Cerkev ne pripada nobenemu političnemu režimu, a smelo presoja, kateri sistemi omogočajo spoštovanje človekovih pravic in pravično zasnovo skupnega dobrega. Papež Pij XII
je v božičnem nagovoru leta 1944 izpostavil, da je demokracija naravna zahteva razuma, toda le, če omogoča, da vsak državljan izrazi svoje mnenje in ga uresničuje v skladu s skupnim dobrim. Sveti papež Janez Pavel II. Je opozarjal, da svoboda nikoli ni zgolj samovolja, temveč se ovrednoti samo v odnosu do resnice. Demokracija brez vrednot se lahko hitro sprevrže v prikriti totalitarizem. Papež Frančišek pa je izpostavil, da je resnična demokracija le tista, ki temelji na bratstvu, solidarnosti in vključevanju vseh. Vse to zveni zelo aktualno tudi za današnje razmere. Ko se sprašujemo, kam gre Zahod, in ko smo priča vsesplošni in vsenavzoči krizi vrednot, moramo znova odkrivati, da demokracija ni cilj sama v sebi, temveč orodje za ustvarjanje pravičnejše družbe, kjer je v središču človeška oseba s svojim dostojanstvom in pravicami. Vprašanje, ki ga Draga že 6 desetletij postavlja pred nas, je, kaj in kako lahko kristjani prispevamo k današnji družbi. Odgovor je lahko trojen. Prvič, poklicani smo, da varujemo dostojanstvo vsakega človeka, od spočetja do naravne smrti. Zato se ne moremo in ne smemo sprijazniti z rešitvami, ki življenje relativizirajo ali ga vrednotijo zgolj z vidika uporabnosti. Drugič, povabljeni smo, da gradimo mostove v razdeljeni družbi. K temu nas še posebej spodbuja novi papež Leon XIV. V času, ko se krepijo logike izključevanja, mora biti krščanstvo pričevanje in znamenje pristnega dialoga in sprave v krščanskem duhu. In tretjič, kristjanom je zaupano poslanstvo, da svetu prinašamo upanje. Upanje, ki presega politične cikle in ekonomske krize, je ukoreninjeno v Jezusu Kristusu, ki je na križu premagal smrt in z vstajenjem od mrtvih prinesel in odprl novo razsežnost bivanja. Spoštovani, če je bila Draga v času železne zavese znamenje, da dialog in svoboda živita, je danes znamenje, da prihodnost ni prepuščena stihiji. Vse do današnjega dne Draga ostaja prostor, kjer se srečujejo intelektualci, kjer se oblikuje misel za prihodnost in kjer se krepita zavest in identiteta slovenskega naroda. Ob 60-letnici zato ne gledamo samo nazaj, ampak tudi in predvsem naprej. Če je Draga v preteklosti prispevala k osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije, naj odslej prispeva k oblikovanju družbe, ki bo pravična, odprta in bolj bratska. Ob koncu naj ponovim zahvalo vsem, ki ste Drago sooblikovali in boste njenega duha negovali in gojili tudi v prihodnje. S tem delom ne služite le slovenski skupnosti v zamejstvu, temveč tudi celotnemu slovenskemu narodu in širše cerkvi in družbi. Naj bo jubilej priložnost, da se zahvalimo Bogu za dar 6 desetletij in ga prosimo, naj bo Draga naš svetilnik tudi v prihodnje. Naj bo prostor, kjer resnica ostaja merilo svobode, kjer dialog premaguje razdeljenost in kjer solidarnost gradi mostove med ljudmi in med narodi. Naj vas vse spremlja Božji blagoslov.